Pozdravljen, Blaž. Zdravo, Matej, lepo te videti po dolgem času. Enako tudi tebe, še lepše te pa slišati na teh najnih novih čudovitih mikrofonih, s katerih sva tehnološko obogatila najin podcast in kar bova seveda tudi nadaljevala v prihodnje. Zagotovo bova še naprej skrbela za to, da bo najin podcast iz tehnološkega in vsebinskega vidika vreden vašega časa in poslušanja in da ne bova izgubljala vašega časa, kar na temo tokratnega podcasta, ki pa je seveda Miami Heat, moštvo Gorana Dragića, ki mu v tem prestopnem roku se še nisva nič posvetila, nisva jih še nič omenjala, zato tokrat bolj podrobno o Miamiju, o tem, kaj je Pat Riley storil v tem, kakšne poteze je potegnil v tem prestopnem roku in zakaj so se odločili, da bodo nazaj pripeljali pravzaprav celotno moštvo, postavo, ki je tvorila lanskoletno moštvo, ki se ni uvrstilo v končnico, vendar v drugi polovici sezone pokazalo, da je sposobno igrati na nivoju morda celo najboljših moštev v ligi in to je verjetno tudi v dobri meri botrovalo tej potezi Pata Rileyja, ki je ponudil relativno visoki, za nekatere morda celo presenetljivo visoki pogodbi Dionu Waitersu in Jamesu Johnsonu. Z Ellingtonom so podaljšali pogodbo, to je bil ostrostrelec, ki je lansko leto skrbel za širjenje prostora, in pripeljali še Kellyja Olynyka iz Bostona, centra z sposobnostjo ki zna zadeti met iz razdalje, ki bo zagotovo seveda tudi v tem moštvu v Miamiju igral pomembno vlogo, saj so mu ponudili prav tako kot Jamesu Johnsonu in Dionu Waitersu visoko pogodbo, 4 leta, $50 milijonov, in s tako pogodbo bo seveda moral igrati v moštvu pomembno vlogo in to vlogo tudi opravičiti, če bo Miami želel izpolniti cilje, ki so se jih zadali, te pa so precej visoki. Pat Riley je na tiskovni konferenci napovedal borbo za vrh konference, ali gre za senilnost starega možakarja, ali gre za realne cilje legende, ki je sestavila že nekaj šampionskih moštev. O tem bova več spregovorila v tokratni epizodi podcasta, pogledala, kakšne možnosti ima Miami za naskok na vrh, kje bo končal sezono, najne napovedi pravzaprav za celotno vzhodno konferenco, oslabljeno vzhodno konferenco, v kateri, kot so povedali nekateri, ostaja le eden izmed 14 najboljših igralcev lige. Tako da ne bova že spet izgubljala časa, morda kratek intermezzo in veselo nedeljo. Tako, Blaž, no, pa začniva z Miamijem, kot so obljubila. Miami, ki je na čelu s Patom Rileyjem potegnil pravzaprav v tem prestopnem roku povsem pričakovane poteze, ko se je Gordon Hayward odločil za prestop v Boston, za pravzaprav pričakovani prestop v Boston, so v Miamiju hitro sledili podpisi pogodb z Dionom Waitersom, 52 milijonov za 4 leta, Jamesom Johnsonom 60 milijonov za 4 leta in na to še morda tista edina poteza, ki je bila presenetljiva, podaljšali so tudi pogodbo z Ellingtonom. Ellington je lansko leto podpisal 1+1 pogodbo, drugo leto je klavzula omogočala moštvu, da podaljša pogodbo in na koncu jim je to vendarle uspelo, ker so McRobertsa, enega izmed igralcev, ki je tudi v zadnjih letih težko bremenil njihov proračun, predvsem zaradi tega, ker ni igral zaradi poškodb, podobno kot Bosch. Z Boschem in McRobertsom je Miami imel v zadnji sezoni in pol pravzaprav $30 milijonov proračuna zavezanega v dveh igralcih, ki pravzaprav nista stopila na parket in zaradi tega morda zadnja sezona kaže na še večji uspeh oziroma ima še toliko večji pomen. Mnogi pozabljajo, ko govorijo o Miamiju, namreč ravno to, da Miami je pravzaprav zadnjo sezono igral, celotno sezono, brez več kot tretjine proračuna. Ne smemo namreč pozabiti, da tudi skoraj da celotno sezono ni igral Justice Winslow, ki tudi je na ruki pogodbi zasluži 4-5 milijonov, tako da če skupaj zberemo ves ta denar, je to $35-36 milijonov, ki
ki so sedeli na klopi oziroma ki sploh niso stopili na parket v lanski sezoni in to je že blizu, lansko leto je bil koliko, 92 milijonov dolarjev je bil celoten proračun, zaradi tega je uspeh še toliko večji. Vendar, kot sem dejal, nazaj so pripeljali Ellingtona, Jamesa Johnsona, Diona Waitersa, igralci, ki so pripomogli k tistemu 30-11 delnemu izidu v drugi polovici sezone, 30 zmag in samo 11 porazov in naredili presenetljivo potezo, ki jo je le malo kdo pričakoval, namreč dali so še ponudbo 50 milijonov dolarjev Kellyju Oliniku, ki je tik predtem zapustil Boston ravno zaradi prestopa Gordona Haywarda. Namreč zaradi prestopa Gordona Haywarda se je Boston moral znebiti dveh igralcev, da so v proračunu naredili prostor za prihod Gordona in to sta bila Avery Bradley in Kelly Olynyk 2, ključna igralca v rotaciji Bostona lansko sezono in sicer v Bostonu sva veliko govorila že v prejšnjem podcastu in vas vabiva, da si ga preposlušate, če želite več vedeti o Gordonu Haywardu in kako bo on deloval v postavi tistega moštva, pričakovanih napovedih Bostona za naslednjo sezono. Vendar odhod, potem naknadni odhod po podcastu sta odšla Avery Bradley in Kelly Olynyk. Ta dva odhoda vendarle malce spreminjata celotno sliko, saj gre, kot sem že dejal, za dva ključna igralca v rotaciji. Kelly Olynyk je recimo na 7. tekmi polfinala vzhodne konference proti Washingtonu bil najboljši igralec Bostona. Pravzaprav lahko trdimo, da Boston ne bi videl lanskega finala, letošnjega finala vzhodne konference proti Clevelandu, če ne bi Kelly Olynyk v 7. tekmi, mislim, da govorim rahlo na pamet, ampak ne bom zelo veliko zgrešil, dal je v 25 minutah 24 točk ali 27 točk, nekaj podobnega. Njegov met iz igre zadev skoraj da vse trojke, 70% met iz igre, mislim, da še 4 podaje, 4 skoke. Vsekakor je bil statistično najboljši igralec srečanja, vendar ne samo statistično. Tudi na parketu je bilo to več kot jasno videno, saj je veliko večino točk dal ravno v zadnji četrtini. Če se ne motim, je 14 točk dal v zadnji četrtini, zadev vse ključne koše. In ja, bil glavni razlog za to, da je Boston nastopil v finalu vzhodne konference, vendar gre za omejenega igralca. Pa začniva morda Blaž vendarle najprej, preden se dotakneva Kellyja, povratek Waitersa, Jamesa Johnsona in Ellingtona, tvoje mnenje? Ja, tako kot si že ti sam na začetku povedal, več kot pričakovana poteza Peta Rileyja. Waiters je sploh, se pravi, predvsem se mislim, medtem ko bom govoril, osredotočen tisti drugi del sezone, kjer je pač Miami dejansko igral fantastično. Je Dion igral izjemno dobro v kombinaciji z Goranom Dragićem, lepo sta se dopolnjevala. Dion je takrat, o tem so tudi posnela podcast, končno ugotovil, da se žoga ne lima samo na njegove roke, vendar je treba včasih tudi podati. Je dejansko dvignil igro na svoj nivo, ampak se mi zdi teh 52 milijonov v 4 letih rahlo riskantna pogodba, predvsem zaradi tega, ker kljub tej dobri polovici sezone, ki jo je imel Dion, je to še vedno nedokazan igralec. Bodimo realni, Dion je imel v celotni karieri, kar je v Ligi NBA, ravno te pol sezone, ko je dejansko blestel. Ali lahko ohrani ta nivo sedaj še v naslednjih letih, se pravi v naslednjih 4 letih, dobro vprašanje. To dejansko bomo videli praktično v prvi tekmi naslednje sezone. Potem je tukaj, kot si že omenil, James Johnson, 4 leta 60 milijonov. Mislim, da je ta pogodba rahlo zraven tudi glede na njegovo starost, da je to kot rahla nagrada za zasluge lansko sezono mogoče, kajti je relativno visoka pogodba in James Johnson v svoji karieri ni še v bistvu, mislim, da je v celotni karieri zaslužil približno toliko, kolikor bo sedaj dobil v 4 letih. Je pa to izjemno dobra poteza za Miami, kajti James Johnson je eden izmed boljših visokih igralcev pri organizaciji igre, hkrati je tudi dovolj versatilen, se pravi, dobro lahko menjava položaje in to je tudi ena izmed stvari, ki jo je omenil Pat Riley v izjavi po tem, ko so v bistvu že sestavili
moštvo za naslednje sezone, je dejal, da so iskali igralce, ki so sposobni menjati položaje, se pravi, da se ne omejujejo na položaje, ampak so sposobni postaviti kogarkoli na katerikoli položaj. In to je v bistvu tudi igra, ki je Miamiju v drugi polovici sezone omogočila to odlično serijo, in to je v bistvu tudi igra, s katero sigurno nameravajo nadaljevati tudi v prihodnji sezoni, in se bo malo kasneje verjetno tudi dotaknila tega, kaj lahko pričakujemo od tega moštva, kakšne so najine napovedi za to, in seveda Ellington brez njega verjetno brez ostrostrelca, ki širi prostor, ki lahko zadeva trojke v serijah, Miami ne bi bil tam, kjer je bil. Tako da izjemno zanimivo moštvo je v bistvu sestavil Miami, sploh če vemo, glede na to, kaj so vsi igralci sposobni. Sedaj je ravno še Kevin Olynyk ta vprašaj, kje on paše v to enačbo. Ja, ti si se dotaknil vprašanja, seveda, kako dobre so te pogodbe, ki so jih dali Jamesu Johnsonu in Dionu Waitersu. Vsekakor za ta sistem, ki ga sedaj igra Miami, ki ga je lanski sezoni končno začel implementiral Erik Spoelstra, namreč on je vedno bil trener, trener, ki poudarja najprej igro v obrambi, vendar v napadu je on vedno stremel, vsaj če gledamo njegova Big 3 moštva z LeBronom, Bošem in Wadeom, so igrali hitro košarko, hitro košarko v napadu, vendar potem po odhodu LeBrona, predvsem zaradi tega, ker je LeBron seveda bil tisti, ki je diktiral hiter tempo, in on pogosto kot point forward, kot dejanski organizator igre Miamija tudi narekoval tak tempo. In če gledamo, seveda potem je to tudi igra, ki ga je v Clevelandu recimo z novim trenerjem, potem ko je Tyronn Lue zamenjal Blata, je prav tako v Clevelandu, ki je najprej igral pod Blatom tisti Princeton offense, počasnejši napad, je potem seveda Tyronn Lue že spet implementiral ravno to hitrejšo igro v napadu z velikim številom trojk, in to je bila igra, ki jo je Spoelstra gojil tudi svojo veliko trojico, na to pa po odhodu LeBrona, na to se želim navezati, zadnje 2 sezoni, namreč potem, ko je Goran prišel v moštvo, so pa sodili med najpočasnejša moštva v ligi, in tukaj vidimo, da je ravno LeBron bil tisti element, ki je poganjal celoten napad, kajti Boš in Wade sta igralca, ki želita igrati počasi, ki želita metodično obvladovati žogo na vrhu rakete, čakati, da se akcija razvije. Oba želita igrati, tudi Boš, ne samo Wade, oba želita igrati v izolaciji, pogosto želita, da se ima sprazne strani in odigrata 1-na-1 akcijo. Kar pa je bil seveda napad, v katerem je bila večina ostalih igralcev Miamija na čelu z Goranom Dragićem povsem zapostavljena, in seveda drastična razlika med sezono z Wadeom, pred zadnjo in zadnjo sezono, ko je končno lahko igral pravzaprav v vlogi organizatorja, ki jo je predtem dejansko upravljal Wade. Če smo realni, Goran Dragić predtem s prvo sezono in pol v Miamiju niti ni igral kot organizator, vendar je igral bolj kot dvojka in občasno celo trojka, in na mnogih tekmah celo manj obvladoval žogo kot takrat v Phoenixu, ko so igrali s 3 organizatorji, in ki ga je Goran zapustil ravno zaradi tega, ker ni igral na položaju organizatorja. In to je ena taka rahlo ironična situacija, v katero je on vstopil, ko je prišel v Miami, namreč Phoenix je zapustil zaradi tega, ker ni igral na položaju organizatorja, vendar tega prvo leto in pol tudi ni počel v Miamiju, in mislim, da bo nekoč, ko se bo nazaj zazrl na svojo kariero, mislim, da bo gledal na to leto in pol kot na neko določeno izgubljeno. Sicer res, da je recimo v lanski končnici, v lanskem play-offu potem vendarle pokazal pravi obraz, vendar delni razlog je bil tudi to, da se je Boš poškodoval in je Goran preprosto zaradi tega, ker je pač eden izmed igralcev, ki sta zadrževala žogo, ni več bil v postavi, Goran imel matematikam več zaradi tega žogo in seveda zaradi tega tudi bil statistično bolj učinkovit in več pokazal. Vprašanje recimo, kaj bi bilo, če bi takrat
Boš še ostal v moštvu, kako bi tisto končnico odigral. Čeprav na drugi strani je pa morda tudi možno, da bi vendarle našli pravi recept in vklopili Gorana v tisto igro, vendar po prvi polovici tiste sezone, ko sta Boš, Wade in Goran, ko so igrali skupaj, ni nič kazalo na to, no, da bi Boš in Wade bila pripravljena spremeniti sistem igre. V ta sistem igre, zdaj sem naredil en dolg detour, zato da sem prišel do poante, ki sem jo želel narediti na začetku, namreč ta sistem igre, ki ga želi gojiti Erik Spoelstra, trener Miamija, in ki ga je že spet implementiral lansko sezono, pace and space sistem, torej ritem in prostor, trda igra v obrambi, hitra igra v napadu z velikim številom podaj, s hitrim kroženjem. Hitra igra ne pomeni individualnih zaključkov, vendar hiter prenos žoge in hitro kroženje žoge, ki mora recimo v prvih 5, 6, 7 sekundah najti prostega igralca, ki pa se že odloči za met. Ja, to pomeni vsekakor igra, v kateri ne čakaš do tiste zadnje sekunde napada, da vržeš na met, kar sta pa Wade in Boš seveda zelo rada počela. In ja, to je sistem, v katerem, da se vrnem na tisto tvojo točko, tudi dobra ali slaba pogodba, v katerem James Johnson, ti si že omenjal positionless basketball, o kateri sva tudi midva govorila že v mnogih podcastih, torej ta moderna košarka, v kateri igralci morajo v obrambi in napadu biti sposobni igrati na večjih pozicijah, na večjih položajih in zapolniti več različnih vlog. Visoki igralci morajo sedaj metati tudi trojke. Ni dovolj, če si močan. Ravno to je recimo mimogrede. Mnogokrat te košarkarski romantiki zrejo v preteklost in govorijo, takrat so pa igrali tisto pravo trdo košarko, moško igro in to. Vendar na drugi strani so pa tudi bili recimo igralci, ki so nekoč imeli zacementiran položaj v moštvu, tisti guni, enforcerji, fizikalci, ki so bili v moštvu samo zato, da so naredili kakšno trdo osebno napako, da so pod košem izrinili nasprotne igralce, naredili prostor, ustvarjali prostor, zapirali prostor pod obročem, da so se prerivali torej z nasprotnimi igralci. Taki fizikalci recimo danes vsaj v bolj uspešnih moštvih nimajo več zagotovljene vloge oziroma sploh nimajo več vloge. Recimo, danes moraš biti tehnično bolj izpopolnjen košarkaš kot nekoč. To je preprosto dejstvo, če želiš se v moštvu, če želiš v ligi NBA postati uspešen igralec, moraš biti tehnično dosti bolj sposoben kot nekoč. Moraš, recimo, če gledati samo preprosto stvar, kot je met iz razdalje, nikoli še ni imel tako velike vrednosti, kot jo ima sedaj. Če si zunanji igralec, ki ne more zadeti trojke, potem moraš biti recimo med najboljšimi 3 obrambnimi igralci v ligi, da lahko kompenziraš to, kar ne moreš narediti v napadu. In samo recimo tisti res najboljši obrambni igralci najdejo svoje mesto na parketu danes, najboljši zunanji igralci. In recimo tukaj pridejo Miami, Justice Winslow, primer, ki lansko leto Miami začel dobro igrati šele takrat, ko je Justice se poškodoval in ni več imel mesta v peterki, moral zaradi rehabilitacije, pravzaprav ni igral, mislim, da ne samo druge polovice sezone ni igral. Še nekaj več je bilo, ja. 3/4 sezone ni igral. In po tistem, ko je on ni igral, je Miami začel igrati bolje, ravno zaradi tega že spet pace and space sistem, ki ga Spoelstra diktira, zahteva, da zunanji igralci, da na zunanjih položajih ima strelce. Winslow je bil tisti igralec, ki so ga vedno obrambni igralci puščali v obrambi in zapirali prostor v raketi in preprečevali prodore Dragića in Waitersa, recimo, ki sta seveda potem, ko ni bilo več Winslowa v peterki, zaigrala neprimerno bolje, ravno zato, ker so se jim odprle tele poti do obroča, nekaj več prostora, so stvari, kjer je recimo McGruder
epizodni igralec, ki 25-26 let igralec, 26-letni rookie lansko sezono, torej igralec, ki je moral garati, nima niti približno takega talenta in fizičnih predispozicij kot Justice Winslow, vendar kar je lahko naredil, je to, da je zadev občasno kakšno trojko. Na drugi strani seveda v obrambi imel ogromno težav, ker gre za igralca Goranove višine, ki je igral na krilu in se recimo zelo dobro boril, vendar ravno zaradi tega so pa seveda recimo na koncu tudi morda izgubili končnico, ker so na določenih tekmah preprosto je bil mismatch na krilu z Magruderjem tako velik, recimo, kaj ne pa Magruder naredi proti Antetokounmpu, ki je 211 cm visok in igra na krilu. Že Carmelo Anthony, ki je 25 kg težji, 10 cm višji, ga je pojedel na eni tekmi, ki jo je Miami izgubil, in seveda ena zmaga proti slabemu New Yorku bi že pomenila končnico. Zaradi tega v tem sistemu, da ne bom predolg, ampak v tem sistemu mislim, da Waiters in James Johnson sta lahko uspešna, če bosta nadaljevala s tako igro, kot sta jo prikazala v lanski sezoni. Če bo Waiters zapadel v to, kar si ti že omenil takoj na začetku, ta Waitersov vzorc, imel je slove sebičnega igralca, namreč to je bilo tisto največje presenečenje in odkritje zadnje sezone, da vedno je bil igralec, ki je lahko prišel do obroča. Pravzaprav morda, kar se tiče prodora, tudi po statistiki prodorov je, večkrat sem že omenil, Goran je bil tretji po številu prodorov na tekmo v lanski sezoni, Waiters je bil peti ali šesti na tej lestvici, torej, če imaš dva tako prodorna igralca, je to tisto, zaradi česar je potem tudi Spoelstra implementiral ta drive and kick sistem znotraj pace and space sistema, kjer je večina napada, recimo temu 70% napada, baziralo na prodorih Gorana Dragića in Diona Waitersa in potem podaji na ven. In to je tisto, kar sem želel povedati. Waiters je v preteklosti vedno bil prodoren igralec, ki je lahko prišel do obroča, vendar potem zaključeval napade z neučinkovitimi polaganji preko recimo visokega centra ali dveh igralcev, ko so ga recimo pokrili v prodoru, ko je navlekel dodatnega igralca nase, ni pa podajal na ven. In to je tisto, kar je spremenil, pokazal to sposobnost, jaz lahko najdem, to ni lahka podaja, to je ena izmed pravzaprav težjih podaj, ki jih moraš osvojiti. Recimo, lažja podaja, vsaj zame, ko igram košarko, recimo, lažja podaja v pick and rollu, recimo, visokemu igralcu pod koš, bounce podaja z odbojem, kot pa recimo podaja preko recimo večjih igralcev in rok na trojko, ki mora direktno v roke priti, da lahko igralec takoj vrže. Ampak Goran in Dion sta to v lanski sezoni počela na izjemno visokem nivoju in zaradi tega je Miami v drugi polovici sezone tudi bil eno izmed najbolj uspešnih ostrostrelskih moštev lige. Bil je med 3 najuspešnejšimi ostrostrelskimi moštvi lige, obenem je pa tudi njihov napad, število točk povprečnih, ki so jih dosegali v napadu, poskočilo za dvoštevilčno točko. Za več kot 10 točk so dosegali, 10 dodatnih točk so dosegali na tekmo. Potem tudi, ko je Justice Winslow zapustil. Sicer ni zdaj, da me ne bodo poslušalci narobe razumeli, ni Justice Winslow tisti glavni krivec za slab začetek. Slab začetek je bil, razlog za slab začetek so bile seveda tudi številčne poškodbe, saj so v prvi polovici sezone bili daleč najbolj poškodovano moštvo po številu zamujenih minut igralcev, poškodovanih igralcev, in so mnoge tekme igrali z minimalnim številom dovoljenih igralcev, torej z 8 igralci na rosterju, s tem, da 8 igralec je bil Udonis Haslem, ki pa ni igral. Tako da so recimo v prvi polovici sezone, sem šel prav za nazaj preverjati, so recimo igrali back-to-back tekmi z 7 igralci. To pa je nekaj, Goran je na obeh tekmah igral blizu 40 minut. In to je nekaj, kar te zagotovo pobere toliko energije, da potem tudi morda na koncu te malce zmanjka. In jaz mislim, Blaž, da če bo Dion Waiters in James Johnson, si pa ti že pravzaprav povedal tisto najpomembnejše, positionless basketball, že spet visoki igralec, ki lahko igra na različnih položajih in ki je tudi že spet odlično sodeloval z Dionom, odlično sodeloval z Goranom. Ena izmed najbolj zanimivih akcij Miamija lansko sezono je bil pick and roll
Gorana Dragića in Jamesa Johnsona, kjer je bil James Johnson ball handler, kjer je James Johnson igral žogo in Goran Dragić postavil blok. Torej, de facto je branilec postavljal v pick and rollu centru blok, zato da je center odigral potem prodor in poiskal. In seveda Goran ni seveda potem igral pick and rolla, ampak je pick and pop. Pomaknil se je na trojko in ker je lansko sezono seveda izjemno uspešno metal za 3 točke in bil eden izmed najboljših ostrostrelcev v ligi, če bo tako nadaljeval tudi v naslednji sezoni. Jaz mislim, da Miami čaka uspešna sezona, da je pred Miamijem lahko zelo dobra sezona in se lahko zgodi, da jo končajo na mestih, s katerimi si bodo prislužili tudi prednost domačega parketa. Ja, jaz v bistvu ta Miami zdaj gledam podobno kot Atlanto pred 2 ali 3 sezonami, ko so takrat igrali izjemno lepo košarko kolektivno, imeli so dolgo klop, tako kot jo ima sedaj tudi Miami, igrali so tudi podoben sistem in takrat prišli do nekje tam okoli 60 zmag, nekaj takega. In to je izjemno, bom rekel... Zdaj so na koncu imeli celo 63-64 zmag in tisto sezono celo 4 igralce, ki so nastopili na All-Staru. Šlo je vsekakor za izjemno dobro moštvo in dobro primerjavo, vsekakor. Ja, in tukaj res lahko potegnemo kakšne usporednice z Miamijem, predvsem zaradi tega, ker je vzhod letos izjemno šibak napram lanski sezoni oziroma sezonam prej in bi skoraj da po pravilu moral Miami se boriti za mesta tam od 1 do 4, se pravi za prednost domačega parketa, vendar na to potem postaja vprašanje, ali lahko ta igra deluje tudi v končnici, kajti v končnica je znana potem, da ponavadi se igra prenese na te zvezdnike, da zvezdniki prevzemajo odgovornosti in to izrazitega zvezdnika pa Miami nima. Se pravi, ali lahko ta igra potem deluje tudi v play-offu, je pa veliko vprašanje. Saj govorimo za pač neko resen napad. Mislim, da Miami, če bo prišel do prednosti domačega terena ali pa tudi, če bo pristal na 5. mestu, mislim, da ima vse možnosti, da pride preko prvega kroga in na to se potem bori s komerkoli bo že pač na nasprotni strani za finale vzhoda. Tudi podobno kot pri Atlanti, ali lahko ta igra na to deluje tudi v končnici? Ja, dobro vprašanje in morda ena paralela, ki bi jo morda tudi lahko potegnili, ne samo recimo Atlanta, ki je dobra primerjava, moštva, kjer ni bilo, mislim, zvezdnikov vedno v ZDA, te kategorije zvezdnikov, superzvezdnikov. Ja, ni nobenega igralca, ki bi ga v ligi prepoznali kot superzvezdnika in ki bi dobival te sodniške, zvezdniške klice v zadnjih minutah, zadnjih sekundah izenačene tekme, ki bi lahko recimo dobil kakšno dvomljivo osebno napako in proste mete in z njimi odločil tekmo, kar seveda se pogosto zgodi v NBA ligi, ravno če seveda se za zadnji met odloči ravno kakšen od teh tako imenovanih superzvezdnikov, čeprav seveda je nekaj igralcev, ki imajo, mislim, ki so zagotovo, Miami ima sedaj izjemno uravnoteženo moštvo, veliko število kvalitetnih igralcev, vendar ja, nobenega igralca, recimo, ki bi lahko sodil, ki bi trenutno sodil med 10 najboljših igralcev v ligi, tudi v 15 najboljših igralcev v ligi, za 20 najboljših igralcev v ligi se bomo pa recimo pod naslednji sezoni pogovarjali. Mislim, da imajo potencialno 2 recimo igralca, ki zagotovo lahko odigrata sezono, s katero se uvrstita med 20 najboljših igralcev v ligi, morda celo kakšnega več. Goran in Hasan zagotovo sodita med igralce, ki lahko odigrajo sezono na takem nivoju. Dion, James Johnson, seveda pod vprašanjem, morda v nekih idealnih pogojih, vendar zagotovo bo še vedno bosta tista najpomembnejša igralca moštva naslednje sezone, Hasan in Goran, tako kot v zadnji sezoni bosta tudi naslednjo sezono. Čeprav seveda tudi James Johnson in Dion Waiters sta bila izjemno pomembna in ta uravnoteženost in globina, sedaj imajo izjemno globoko postavo, v kateri recimo 10
morda celo 11 igralcev lahko dobiva redne minute v rotaciji na vsaki tekmi in to bo tista njihova moč. Morda ti si omenil Atlanto, recimo tisti šampionski Detroit iz sredine 2000-ih let je tudi v mnogočem bil podoben, recimo, če gledamo samo, kako so sestavili tisto moštvo in kakšen ogled so imeli igralci. Seveda, recimo zdaj en Chauncey Billups po tistem, ko je osvojil naslov prvaka in potem v nadaljevanju kariere veljal za seveda All-Star, enega izmed najboljših organizatorjev v ligi. Vendar pred recimo prihodom Detroit je bil igralec, ki je igral za nekaj različnih moštev, ki so se ga odpovedali že pri nekaj različnih moštvih. In ni bil nam edini tak igralec v vrstah. Tudi Rashid je bil recimo problematičen, je imel svoje probleme. Wallace recimo, vsekakor dober igralec, vendar igralec, ki predtem nihče ni videl kot recimo igralca, ki bi recimo bil jedro šampionske, sestavljal, tvoril jedro šampionske ekipe. Tako da tukaj tudi lahko potegnemo neke določene paralele, predvsem zaradi te obrambne mentalitete Miamija. In še neke druge paralele, mislim, jaz nekako lahko si predstavljam, kaj je Spoelstra načrt, kaj je njegov načrt. Namreč nadgraditi, vedno so igrali, Miami je vedno igral dobro obrambo, vedno je bil recimo med 10 ali celo med 5 najboljšimi obrambnimi ekipami lige, tudi lansko sezono. Problem je bil pa predvsem seveda po odhodu LeBrona, o tem sem govoril že precej, je bil pa napad, počasen napad, ki ni več prinašal rezultatov, vodil ga je Wade, igralec, ki ne more zadeti trojke, ki rad igra počasi, ki rad igra v izolaciji, torej vse stvari, ki v moderni košarki ni, rad je njegova specialnost, njegova posebnost so meti iz pol razdalje in vse to so stvari, ki v moderni košarki izginjajo, izumirajo, nimajo več svojega mesta. Recimo Houston Rockets, o tem so že govorila, ko je v prejšnjem tednu, ko je Chris Paul prišel, celotni sezoni so vrgli nekaj 10 metrov iz pol razdalje, v primerjavi s tisočimi, ki so jih zmetali izpod koša in trojk. Tako da in oni so recimo klasičen primer te moderne košarke, kateri stremijo vsa moštva, seveda ne do te mere, ampak na podoben način. Zato seveda v tej v taki košarki jaz mislim, da na tem vzhodu, tako kot si ti že dejal, kjer Miami ima izjemno globoko moštvo in kjer so moštva kot Indiana, Chicago, precej slabši seveda. Težko zdaj recimo, ko gledamo na vzhodu moštva, ki bodo naslednje leto konkurirala za končnico in ki so bila v končnici zdaj to lansko sezono, je vsaj 3 moštva recimo, ki bodo naslednjo sezono skoraj zagotovo tankana. Poleg že omenjenih Indiane, Chicago je to recimo še Atlanta, ki bo zagotovo tudi, zapustil jih je Millsap, tako da verjetno bodo tudi oni se podali v boj za Dončića naslednjo sezono. Zato jaz mislim, da manj kot polfinale konference za Miami v naslednji sezoni bi moral biti neuspeh. Še posebej sedaj, recimo, ko so temu moštvu, ki je v lanski sezoni osvojilo v drugi polovici sezone, ko so bili zdravi, 30 zmag in 11 porazov, zdaj ne me narobe razumeti, jaz te pričakujem, da bodo oni v novi sezoni bili moštvo, ki bo zmagalo 60 tekem. Ne, tega ne pričakujem. Da bi samo podvojil to njihovo sezono, da bi 60 tekem in 22 porazov. Ne pričakujem tega, vendar pričakujem, da bodo moštvo, ki se bo približalo 50 zmagam, še posebej sedaj, ko so temu moštvu, ki je v drugi polovici sezone 40 zmag in 30 zmag in 11 porazov nanizalo, dodalo še Kellyja Olynyka, o njem sem pa že povedal. Ne gre za slabega igralca, nikako ne gre za gre za stretch five igralca, centra, ki lahko zadane trojko, ki iz kota meče trojke, celo sodi v ligi celo med najbolj učinkovite strelce iz kota. Njegovi odstotki so, mislim, da blizu 50 iz obeh kotov, kar pomeni, da zadane vsako drugo trojko iz kota in bo seveda lahko s tem odprl ogromno prostora tem prodornim igralcem Miamija, Goranu, Dionu in lahko zelo uspešno
igra, čeprav sedaj seveda vprašanje, ali bo igral predvsem kot rezerva za Hasana, ali bo on tista prva rezerva, čeprav 50 milijonov za igralca s klopi je kar visoka pogodba, vendar mislim, da bo stopal iz klopi zaradi tega, ker verjetno bosta v prvi peterki James Johnson na štirki in na položaju krilnega centra in seveda Hasan na položaju centra igrala. Vendar Kelly je vsekakor dobra okrepitev, gre za trdega, nepopustljivega igralca, ki so ga nekateri v zadnji sezoni označili celo za najbolj umazanega igralca v ligi. Se spomnimo tiste poškodbe Kevina Lova 2 sezoni nazaj v končnici, spomniš, kaj je potegnil mu roko, ko mu je spahnil ramo tik pred praktično finalom. Ali pa letošnji incident s Kellyjem Oubrejem, soimenjakom, ki ga je po enem izmed trdih blokov, ki je postavil, namreč to je ena izmed stvari, ki jih Olinik zelo dobro počne, postavlja trde bloke, ki jih vsak igralec, ki prebija ta blok, začuti. In po enem izmed teh Olinikovih blokov je Oubre zašprintal do Olinika in ga zbil na tla, naslednjo tekmo bil zaradi tega tudi suspendiran in verjetno tudi to je malce pripomoglo na koncu k porazu Washingtona. Vendar ja, Kelly Olynyk je igralec, ki bo zagotovo pomagal moštvu, čeprav moram priznati, da predvsem zaradi tega ne razumem, na draftu so izbrali Bema Adebaja, krilnega centra, izjemno fizičnega igralca, mnoge spominja na Dwighta Howarda, predvsem po malce manjšega Dwighta Howarda, da se ne bomo razumeli, ni nekaj centimetrov nižje, 207, 208 je visok, tako da ima bolj višino za krilnega centra, vendar je pa močan, izjemno močan igralec, zato lahko igra tudi na centra in v poletni ligi je igral zelo dobro, občasno zadev celo kakšno trojko, pokazal malce, čeprav na univerzi ni čisto nič metal trojk, vendar je pokazal, da ima malce meta tudi na univerzi, proste mete, njegovi odstotki s prostim metijo so bili zelo dobri in ponavadi pravimo recimo, da odstotki prostih metov v mlajših letih so nekak dober indikator tega, če bo nekdo dober strelec potem, ko se razvije tudi v članski konkurenci. Ja, ne vem, Blaž, da ne bom nadaljeval, kaj bi še ti o Olynyku povedal, kaj misliš o njegovem prestop? Mislim, da je dober za Miami. Zanima me, tako kot si ti rekel, zanima me, kakšna peterka bo sedaj začenjala pri Miamiju, kajti ali bojo mogoče ohranili, tako kot lanski sezoni, ko je James Johnson prihajal s klopi, in bo ta v bistvu njihov sixth man in bo Olynyk začenjal na štirki, ali bo Olynyk prva menjava za Hasana. Dejansko po pravici povedano se mi ne sanja, kakšen plan imajo s temi igralci, predvsem zaradi tega, ker ti Olynyk na štirici, mislim, da to lih ni najboljša, predvsem iz obrambnega vidika. Morda Olynyk ni ravno najboljša opcija na štirki, vendar dejansko ne vemo, kajti tudi Pat Riley, ko so ga vprašali, kam paše Olynyk, je enostavno rekel, ne omejujemo se na položaje, igrajo lahko kjerkoli. Dejansko me zanima, kajti oba igralca v bistvu imata takšno pogodbo, da je zelo težko verjeti, da boste začenjala na klopi. Eden izmed njiju sigurno bo, razen če ima morda Spoelstra namen Jamesa Johnsona prestaviti na trojko in da bo začenjal na trojki, vendar to je že ogromna postava, izjemno višino, hkrati pa so zelo počasna postava. Dejansko bo zanimivo videti. Dejansko po svoje se že veselim začetka tistih prvih pripravljalnih tekem, ko se bo že nakazovalo, kaj dejansko Miami oziroma Spoelstra načrtuje za naslednjo sezono in resnično me zanima, kako misli vse te visoke igralce inkorporirati notri v ekipo. Ja, zanimivo je to, recimo Miami ima, ko so govorila o njihovi globini, o izjemno globoki rotaciji. Miami ima izjemno globoko centrsko rotacijo na krilnem in petki, na štirki in petki. Ima izjemno globoko branilsko rotacijo na enki in dvojki, tudi tukaj ima 4-5 igralcev, ki jih lahko rotira, ima pa luknjo recimo na trojki, na krilu. Na krilu pa je tisto zaradi tega, to, ko si recimo omenil možnost, da bi Hasan, Olynyk, James Johnson na trojki potem
in seveda Goran in Waiter sta že zacementirana na položajih 1 in 2, to je že jasno, da bosta začenjala. Pravzaprav, kar je sedaj jasno, je, da bosta Goran in Waiter seveda kot omenjeno začenjala na položajih 1 in 2 in da bo Hasan začenjal na položaju centra. Položaje 3 in 4 še nista določena in ja, jaz dvomim ravno zaradi tega, kar si tudi ti povedal, obramba. Olinik je preprosto prepočasen, da bi pokrival, še posebej v današnji dobi, ko ni dominantnih visokih igralcev, ko radi igrajo small ball, ko pravzaprav trojke igrajo štirke in štirke igrajo petke, ali pa trojke igrajo petke, če gledamo Golden State Warriors, kjer pravzaprav recimo Draymond Green je po izobrazbi v ligo prišel kot krilo, kot krilni igralec, vendar pogosto seveda v postavi Golden Statea igra ne niti point forwarda, se pravi štirko, ki igra kot organizator, vendar center forwarda. In to je bila recimo tista akcija, na katero sem jo že omenjal pri Miamiju, ko recimo Miami igral small ball in tudi v tistem small ballu lansko sezono se je recimo zgodilo, da je Miami igral z Jamesom Johnsonom na položaju centra, da je bil on najvišji igralec v peterki na parketu. Zaradi tega ja, je zelo zanimivo vprašanje. Jaz mislim, da bo James Johnson začenjal na položaju krilnega centra na štirki in da bo na trojki začenjal ali Justice Winslow ali Rodney McGruder. To je pa pravzaprav njihova celotna rotacija na trojki. Edina igralca, ki lahko igra, s tem, da tudi Rodney McGruder recimo ni, kot sem že dejal, ni krilo, on je predvsem manjši, vendar je izjemno borben igralec. Njegov vzdevek v vrstah Miami lansko sezono je bil The Scavenger. Ravno zaradi tega, ker je pač nekako izboril tisto žogo v skoku, kljub temu, da je bil recimo najmanjši pod košem od igralcev, ki so se borili za žogo, je nekako vendarle končal z njo. In zato jaz mislim, da ja, verjetno bodo po mojih sedanjih predvidevanjih, jaz mislim, da bodo začeli z Justiceom Winslowom na trojki in Jamesom Johnsonom na štirki, Hasanom na petki. In potem bodo videli, če bo Winslow sposoben zadeti odprte mete, če bo njegov met boljši kot lansko sezono, ki je bil eden izmed najslabših strelcev v ligi NBA, še posebej pri odprtih metih. Obstaja prav statistika za open shots, kjer v 2 metra v bližini ni nobenega igralca, medtem ko mečeš, in njegova statistika pri neoviranih metih je bila katastrofalna. Mislim, da je 14 ali 13% odprtih metov zadev, kar je dobri strelci so nad 50 pravzaprav, tudi pri trojkah. Tako da, in seveda s takimi odstotki on ne bo mogel igrati v peterki. Če pa se bo dokazal, da je sposoben zadeti kakšne trojke, je pa v obrambi vendarle je dovolj visok, on pa je tisti igralec v vrstah Miamija, ki ima potencial za recimo, da nekoč se prebije celo morda v eno izmed najboljših obrambnih peterk lige in ki lahko zaustavi najboljšega krilnega igralca nasprotnika, se pravi vsa ta nevarna krila, ki sedaj prevladujejo v ligi, LeBron, Kawhi, Durant, pošasti, ki pojejo nasprotno obrambo. Rabiš igralca, ki je po eni strani dovolj hiter, da lahko sledi tem igralcem, in dovolj močan, da ga ne morejo zlorabiti pod obročem. In Winslow je tak igralec, ki je igralec, ki ima potencial za odličnega obrambnega igralca in ki lahko to tudi pokaže v naslednji sezoni. In bomo videli, začetek sezone bo pravzaprav ponudil odgovor na to, kdo bo igral na trojki. In ja, jaz mislim, da bo vendarle Olinik prihajal v igro s klopi in si le stežka predstavljam, da bi recimo izjemno veliko število minut na parketu skupaj prebila Hasan in Olinik. Mislim, da bodo to samo izjeme za posamezne matchupe z moštvi, ki bodo recimo lahko ponudile, lahko napadle Miami z neko izjemno visoko sprednjo notranjo linijo. In nekaj takih moštev je seveda in takim moštem se bodo lahko dobro, kar Miami ima sedaj, to kar sva že govorila, globino, s katero se lahko prilagodi na vsak stil igre. Če jih nasprotnik napade z visokimi igralci, lahko ukrepijo
vrste pod obročem. Če jih napade z zunanjimi igralci, small ball, lahko postavijo na parket peterko, kjer je vseh 5 igralcev sposobnih zadeti trojko, recimo. To bo seveda na tem šibkem vzhodu izjemno veliko in jaz, tako kot sem dejal, jaz mislim, da vse, kar bo manj kot polfinale vzhodne konference, bo moral označiti za neuspeh naslednjo sezono. Ja, in jaz bi v bistvu se kar pridružil tebi pri temu, ne, dejansko, kot sem tudi že sam povedal, polfinale vzhoda, mislim, da je to, mora biti cilj tega moštva, in mislim, da je več kot, mislim, da vsaj glede na vse, kar sva sedaj povedala in razložila, bi to moral biti več kot dosegljiv cilj. Mislim, da odvisno glede na to, kdo bo prišel na drugi strani potem v polfinalu, bi morda se lahko to moštvo borilo na koncu tudi za finale vzhodne konference, kajti pač v končni fazi, če pogledamo lansko sezono, pustimo na kak način, ampak Cleveland ni bil več prvi, oziroma ni bila njegova prednost več tako zelo velika, kot je bila sezono poprej. Boston sicer se je okrepil z Gordonom Haywardom, vendar ali bojo našli to kemijo, ki jih je krasila lansko sezono, da bodo v bistvu še nadgradili to svoje... In oslabil z Averyjem Bradleyjem in Kellyjem Olinikom. Avery Bradley je bil ključni igralec, je ravno bil tisti igralec, ki je omogočal, da je Isaiah Thomas v napadu lahko skril, da so lahko skrili Isaiah Thomasa v obrambi in brez njega bo sedaj to zelo težko vprašanje, kako skriti Isaiah Thomasa. Ja, in pač to sta pa moštvi, na katere dejansko Miami lahko naleti v polfinalu vzhodne konference, kajti mislim, da dvoma ni, da bosta Boston in pa Cleveland prvo in drugo moštvo vzhodne konference. Mislim, da tukaj pri temu dvoma ni. Vprašanje je samo, kdo bo prvi, kdo bo drugi in na koga bo glede na svojo potem pozicijo v play-offu naletel Miami. Ja, jaz mislim, zdaj ni dvoma, jaz imam rahu dvom v Boston. Mislim, da bojo dobri, vsekakor na tem vzhodu s takim moštvom. Gordon Hayward je ravno tip igralca, ki so ga potrebovali na nek način, čeprav ravno to, o tem so seveda govorila že v prejšnjem podcastu, v tem, da imajo seveda na krilu 4 krilne igralce, 2, ki so jih izbrali na zadnjih 2 draftih, izjemno visoko, Crowderja in sedaj seveda še Gordona Haywarda. In zdaj zanimivo bo, ali bodo Gordona Haywarda morda postavili občasno tudi na dvojko in potem Crowderja na trojko, kako bodo inkorporirali Tatuma in Jacksona, Tatuma in Browna. To so relativno težke naloge za Brad Stevens, ima sedaj pred sabo kar težko delo, kako namreč uskladiti vse te igralce, kako tudi sedaj Isaiah Thomas ne bo mogel več tako dominirati žogo v napadu, kot jo je v lanski sezoni, ali bo z Gordonom Haywardom, ki pa je recimo izrazil tudi željo po večjem številu metov, več je želel, recimo to je bila ena izmed teh števil, lansko sezono je tam nekje približno 16 metov na tekmo, na srečanje vrgel, Isaiah Thomas blizu 20, tako da Gordon Hayward jih želi več, se pravi želi blizu verjetno 20 metov, to je že 40 metov samo med 2 igralcema. To je precej napad, ki je precej zelo koncentriran, skoncentriran na le 2 igralca in Boston je, poleg seveda Isaiah, ki je bil tisti dominantni, je na to imel žogo, je zelo bila razporejena, napad bil precej dobro razporejen med vse igralce. Sedaj seveda ne bo to, bo verjetno ravno Hayward pobral pač vse tiste preostale žoge in bo zanimivo videti, kako se bodo uskladili. Tako da mislim, da bodo na začetku sezone zagotovo potrebovali nekaj časa, da najdejo tisto pravo kemijo, kot si tudi sam dejal.
Zato vsekakor, sedaj v tem trenutku so največji kandidati Cleveland in Boston za prvi 2 mesti, tukaj ni nobenega dvoma, vendar če recimo v Cleveland niti ne dvomim, mislim, da ni nobenega dvoma, da bodo končali ali prvi ali drugi, vse je vprašanje, kako motiviran bo LeBron v rednem delu sezone, zato da konča prvi ali drugi. Lansko sezono se je seveda sam odločil, da bo na koncu iz drugega mesta napadal finale, čisto vseeno, ker so seveda na koncu povozili Boston z rekordno visoko razliko in tudi recimo po tem prihodu Gordona Haywarda, jaz ne mislim in seveda odhodih Bradleyja in Olinika, se meni ne zdi, da se je razlika med Bostonom in Clevelandom močno zmanjšala. Da bo recimo naslednjo sezono pa sedaj v finalu konference potencialno Boston pa se dosti bolj resno upiral. Ne, jaz tega moram priznati, da še posebej s temi odhodi ne vidim. Predvsej bi, mislim, bolj smiselno recimo bi se mi zdelo, če bi recimo moštvo zapustil Crowder, ker imajo potem še vedno 2 odlična rukija za Gordonom Haywardom na tem istem položaju, kot pa Bradley. Zdi se mi, da je imel Bradley v tem moštvu večjo, čeprav že spet Crowder ni slab igralec. Boston je bil dober zaradi tega, ker je imel izjemno dobre roleplayerje, igralce, ki so vedeli svojo vlogo in to vlogo tudi izjemno dobro opravljali in Crowder je bil tak igralec. Zato, da ne bom izgubljal preveč časa s Bostonom sva že veliko govorila in bova zagotovo še veliko govorila, vendar ja, jaz nisem tako prepričan v Boston, recimo kot v Cleveland, da bo prvih 2, ampak recimo, da, strinjam se, recimo na prvih 2 mestih Boston, morda potem Washington na 3. mestu, čeprav v letošnji sezoni, pravkar minuli sezoni, je Miami 4-krat premagal Washington. Tako da, ja, in tudi v sezoni predtem je mislim, da bil 3-1 rezultat. Tako da v zadnjih 2 sezonah mislim, da imaš 7-1 in ne želim s tem sezono predtem je bil povsem drugačno moštvo Miamija, tako da primere težko da. Vendar mislim, da Goranu ustreza vsekakor igra Washingtona, ta hitra igra, kjer recimo pod košem nimajo kakšnih dominantnih blokerjev žoge, rim protektorjev, tako imenovanih. In nasploh sedaj tem ustreza. No? Vsekakor se zdi, da temu moštvu, kot je Miami, Washington ustreza. In ne bi bilo nobeno presenečenje, če bi jih premagali ne samo v rednem delu sezone in si pač končali pred njimi na lestvici, vendar tudi v končnici. Mislim, da ne bi bilo neko veliko presenečenje, če bi Miami. In ja, jaz od Miamija vsekakor sedaj pričakujem sezono, v kateri bodo končali po rednem delu na enem izmed prvih 5 mest konference. Na to pa v končnici, kot sem dejal, vsaj polfinale konference, mislim, da je tisti minimum, ki ga bodo morali doseči, drugače, že spet, kot sem dejal, mislim, da bo to za njih vsekakor velik neuspeh. In tudi, če dodam še to, tako misli tudi samo vodstvo moštva, Pat Riley, tisto, kar je morda najbolj presenetljivo pri celi zadevi, z Miamijem in kar sem malce omenil že v samem uvodu, Pat Riley očitno močno verjame v to moštvo. On je sedaj pravzaprav zaklenil določene položaje v ekipi z temi visokimi dolgotrajnimi večletnimi pogodbami za naslednja 3-4 leta. Seveda, če ne pride do kakšne menjave, morda lahko kakšne te igralce, vendar nimajo recimo sedaj naslednjih nekaj draftov, nimajo svojih naborov, no enega so dobili od Dallasa sedaj, pravzaprav napaka, ravno McRobertsa so še en nabor so morali dati v drugem krogu, zato da so ga znebili, pa še denar zraven. Tako da ja, nimajo niti svojih naborov, moštvo je zaklenjeno v te dolgoročne pogodbe in to je zdaj moštvo, s katerim se bodo oni borili. In kar je morda tisto, o čemer so tudi midva že govorila, o tem sva govorila leto že precej, Pat Riley je dejal, pred upokojitvijo želim še enkrat se boriti za naslov prvaka, potem bom pa pač zapustil to mesto, na tem mestu bo ostal še 2-3 leta in to je pa ravno ta čas 2-3-4 leta, kolikor bodo trajale te pogodbe in to so očitno torej te igralci, s katerimi Riley se želi zdaj
se pravi, ne vem, koliko je to realno, ampak s katerimi on se želi, morda se je samo sprijaznil z usodo. Pač to je najbolj, kar lahko naredim v tem času. Na zahodu imamo Golden State Warriors, najbolj dominantno ekipo lige, najbolj dominantno ekipo desetletja, morda najbolj dominantno ekipo vseh časov. Povsem možno. Nihče pot do naslova na vzhodu, imam LeBrona in Cleveland, nabito polni Cleveland, torej poti do naslova ni, mislim, edina pot do naslova je, da v svojem moštvu pripelje LeBrona in Duranta. Zdaj v tej situaciji, kjer niti 3 zvezdniki niso dovolj, rabiš 4 super zvezdnike za to, da se boriš, da lahko računaš, da lahko rečeš, jaz sem pa resen kandidat za osvojitev naslova. Vsaj 3 minimum. In v taki situaciji je morda Riley tudi ocenil, da poti do naslova ni in bo sestavil samo najbolj konkurenčno moštvo, kolikor je mogoče v tej situaciji in se bo s tem moštvom podal boj, potem pa nikoli ne veš, morda se eno sezono LeBron poškoduje, videli smo pa že Cleveland brez LeBrona, je pa isto kot je bil Cleveland, ki ga vodi Kyrie, je Cleveland, ki ga je vodil Kyrie takrat, ko je bil Cleveland vsako leto med zadnjimi 3 ekipami, med najslabšimi 3 ekipami v ligi in izbiral na koncu prvi na draftu. Mislim, malce pretiravam, ker imajo seveda še Lava in par drugih igralcev, vendar njihov skor, izid zmag, razmerje zmag in porazov brez LeBrona v zadnjih 2 letih je, mislim, da 3-4-20, nekaj takega. Torej, dejansko gre za moštvo, ki je na nivoju najslabših moštev brez LeBrona, mislim. Vsaj statistika tako kaže, vendar tudi sam, ne samo statistika, vendar tudi tako imenovani eye test, torej tudi oči, ko pogledaš tekmo, vidiš, da so neprimerno slabša ekipa in morda, veš, Pat Riley upa, morda se pa poškoduje eno sezono v polfinalu, recimo Washington izloči Boston nekako in potem mi v finalu, recimo, oziroma polfinalu, recimo Boston izloči Cleveland brez LeBron. Poškodbe lahko spremenijo zadevo, no. To želim povedati. Ampak ja, Pat Riley očitno verjame v to ekipo. To je ekipa, s katero se bo on boril naslednja 4 leta, to je ekipa, s katero bo Goran Dragić. Goran Dragić je v Miami odšel zato, da se bo boril za naslov prvaka. Zato, da se bo boril za naslov prvaka, je bil pripravljen žrtvovati tudi ogromno statistike in požreti še kritik navijačev, seveda, ki so tako podobno. Ta njegova vloga, ki jo je imel, najbolj nehvaležna vloga v košarki je verjetno ta tretja opcija v resnično dobri ekipi. Torej, ista vloga, kot jo recimo Love sedaj igra v Clevelandu, kot jo je Bosh igral v Miamiju in tudi tako kot so Gorana, ko je bil tretja opcija za Boshem in Wadeom, ogromno kritizirali, statistika je bila seveda posledično tudi slabša. Tako so seveda tudi na isti način Lava kritizirajo še vedno, Bosha kritizirali na veliko, celo dobil nadimek, ko je prestopil iz Toronta v Miami, je dobil Spice Bosh. Zaradi tega, ker je njegovo število, predvsem skokov, je padlo izjemno veliko. Zakaj? Zaradi tega, ker je seveda moral metati trojke, ker so v tistem moštvu zahtevali, da igra vlogo te stretch floor ali celo stretch five, centra, ki s trojkami širi prostor, ampak če ti mečeš trojke, bo zelo težko ujel kakšen skok v napadu. Zaradi tega seveda neposvečeni ljudje, ki ne spremljajo košarke, ki ne poznajo košarke, hitro samo pač pogledajo tiste osnovne številke in na svojem osebnem Twitter profilu ali Facebooku spluvajo igralce, vendar tako pač je. Toda v naslednji sezoni mislim, da, kot sem dejal, ne samo vodstvo moštva, vendar tudi samo moštvo, mislim, da ima izjemno visoka pričakovanja, mislim, da bo izjemno motivirano vstopili v sezono, mislim, da jih še vedno peče tisti. Na koncu ste imeli isto zmag kot Chicago, vendar je Chicago zaradi zmag na medsebojnih tekmah odšel v končnico in s tem, da je recimo Chicago imel 2 tekmi doma, Miami pa samo 1 tekmo doma. In je ravno tista domača tekma Chicaga recimo odločila to, kar na koncu niti ni ravno najbolj fair v tem pogledu. Da je odločila domača tekma Chicaga, ki so jo oni odigrali, bi bilo fair, da bi potem Miami dobil še 1 tekmo na svojem parketu, vendar tako pač je bilo in mislim, da je vse to skupaj s tistim Brooklynom na koncu sezone, ki je spočil Lopeza in kopico ostalih igralcev, se niti ni boril zadnjo tekmo in vse to mislim, da jih še vedno zelo peče, zato ja, Blaž, jaz mislim, da eno izmed prvih 5 mest, mislim, da se bodo resno borili za prednost domačega parketa, torej za eno izmed prvih 4 mest.
tako kot ti, mislim, da sta prvi 2 mesti vendarle rezervirani, čeprav sem povedal, da imam pomisleke glede Bostona, še vedno mislim, da sta prvi 2 mesti rezervirani za Cleveland in Boston. Na to pa mislim, da 3., 4., 5. mesto, mislim, da bo recimo na vzhodu tudi Milwaukee naredil določen skok naprej in da bo zelo nevaren, čeprav tudi pri njih recimo so določene težave, predvsem v pisarni, v vodstvu, vlada zmeda in imajo določene položaje, še ne ve se še, kako bo naprej, Jabari Parker seveda, ali bo se vrnil zdrav, vendar je eno izmed teh moštev, ki je na porastu, mislim, da ki se bo tudi borilo za prednost domačega parketa. Potem je seveda tukaj vedno Toronto, ki ga ne smeva pozabiti in sva ga mogoče malce pozabila, ampak mislim, da Toronto, jaz moram reči, da preprosto mislim, da Toronto je v zadnjih 2-3 letih, igral precej nad svojimi sposobnostmi, precej nad svojim nivojem. In mislim, da bi v novi sezoni, končno, ker so imeli ravno tudi obdobja, kjer so igrali zelo slabo, mislim, bo zanimivo videti. No? Jaz ne bi bil presenečen, če bi Toronto v novi sezoni, ki je bil zadnje 2 sezone med prvimi 4 moštvi, prvimi 3 moštvi vzhoda, mislim, da ne bi bil presenečen, če bi naslednjo sezono recimo končal na 5. mestu za Washingtonom in Miamijem. Vendar v vsakem primeru tudi oni imajo določeno konstanto igralcev, Lauri in DeRozan se vračata, Ibaka se bo vrnil, tako da tisto jedro moštva ostaja in kontinuiteta igre se bo lahko nadaljevala, zato bodo tudi oni nevarni. Vendar to so tista moštva, ki bodo nevarna, potem pa mislim, da so stvari na vzhodu povsem odprte, predvsem za ta tankajoča moštva, ne vemo, kako bodo, včasih znajo presenetiti recimo tudi kakšna izmed teh tankajočih moštev, ki na papirju zgleda povsem popolni outsider, primer Phoenixa izpred 4 let, ko je z Goranom takrat naredil. Tako da mislim, da so stvari zelo odprte, vendar te glavna moštva sem omenil, ne vem, bi ti še koga dodal ali? Ne, mislim, da ne. Mogoče bo rahlo zanimiva tudi Filadelfija, vendar Filadelfije ne pričakujem v boju za prva 4 mesta. Ampak predvsem pri Filadelfiji bo zanimivo, kako bo s poškodbami, kajti to je tisto glavno vprašanje pri Filadelfiji, ki ima na papirju izjemno lušno moštvo, takšno, ki lahko marsikoga preseneti, vendar na koncu, koliko časa so pa odigrali dejansko skupaj, izjemno malo, kajti večinoma so bili igralci ali eni ali drugi poškodovani. Ja, jaz mislim, da Filadelfija bi znala po teh dolgih letih prenove končno morda najti svoje mesto v končnici, vendar mislim, da se bodo borili za tisto 8. mesto s Hornetsi, z Pistonsi, bodo tudi nekje, recimo govorimo zdaj mesta od 5 do 9, kot sem že omenil, Bucksi, Hornetsi, Pistonsi bi znali biti nekje v tem razredu. Morda Netsi so zame neka taka precejšnja neznanka, tako slabi kot letos nedvomno ne bojo. Mislim, da recimo tista menjava D'Angelo, Russell, kaj bo zdaj Russell, ne, bo sta Russell in Lin igrala skupaj na zunanjih položajih, vendar, kot sem dejal, vzhod je tako slab, Knicksi, Magic, Pacers sva že omenjala, Hawkse in seveda koga še pozdravljam, Bullse. To so vsa moštva, ki vsaj zaenkrat na papirju bodo nedvomno otvorila samo dno konference. Ne samo dno konference, mislim, da celo dno lige. Dno lige tudi, ja, in mislim, da bi Netsi recimo lahko bili boljši v novi sezoni od teh moštev, zaradi tega seveda sumim, da se znajo boriti celo morda, ker bo vzhod toliko slabši celo za tisto 8. mesto. Tako da ja, vzhodna konferenca, kar sem že omenil, od 14 igralcev, zanimiv podatek, od 14 najboljših igralcev lige, od 14 all-star igralcev, od 14 najboljših igralcev glede na ESPN-ovo lestvico najboljših igralcev, pač ena izmed lestvic, sedaj na vzhodu ostaja samo še en igralec, LeBron James. Ostalih 13 od teh 14 igra na zahodu, 15. igralec na njihovi lestvici je pa John Wall iz Washingtona, tako da on ostaja in
bo zanimivo videti zdaj vzhodno konferenco, na eni strani divji zahod, mesarsko klanje, ne boj, mesarsko klanje bi se reklo temu, na drugi strani vzhod, meditacija, ptički čivkajo, sprehajamo se po gozdu, bosonogi gremo na piknik na vzhodno konferenco. Ja, ne vem, ja, kaj misliš? Predlagam en kratek intermezzo. Mislim, da bo to za tokratni podcast kar dovolj, namreč zapolnila smo že več kot 1 uro časa. Tako da bova za katerega od prihodnjih podcastov prihranila še temo, kakšno drugo temo, govorila sva Lakerse. Ja, predvsem se bova nasplošno dotaknila zahoda, tega divjega zahoda, verjetno kar v naslednjem podcastu. Morebitne prestope tudi obdelala, morebitne prestope LeBrona, ki bi znal prestopiti morda v Lakerse naslednjo sezono. Spregovorila bova tudi o Golden State Warriorsih, Clevelandu, malce bolj podrobno v kakšnem od naslednjih podcastov. Torej o kandidatih za naslov prvaka, o tistih najboljših moštvih lige, o vsem tem še v katerem izmed prihodnjih podcastov, sedaj pa samo intermezzo in se posloviva. Tako, Blaž, 1 ura je mimo, zato mislim, da je skrajni čas, da zaključiva tokratno epizodo. Za prihodnjo epizodo pa bo prihranila še nekaj zanimivih tem, predvsem seveda moštva, ki se bodo borila za naslov prvaka, Golden State, Cleveland in pa morebitne spremembe seveda v Clevelandu. Ali jih bo naslednjo sezono, po koncu naslednje sezone zapustil LeBron, se bo podal LeBron v Los Angeles k Lakersom, tja se stavil novo super moštvo z Paulom Georgeom, morda tudi z Russellom Westbrookom. Vsem tem seveda še precej več v naslednjem podcastu, zatokrat pa morda samo še lahko omeniva naslove, na katerih naj lahko dosežejo, ali pa pustijo seveda komentarje, ki so jih vedno zelo vesela. Seveda na Facebooku NBA Slovenija, na Twitterju sportinfo.si in pa seveda najna spletna stran sportinfo.si, ki bo deležna prenove v kratkem, tako da bi še kaj dodal? Ne, Blaž, mislim, da je to, zato lahko samo še poslušalcem zaželiva prijeten teden še naprej in do naslednjič lep pozdrav. Adijo. Hold up.